Urša, zakaj bi se nekatere stavbe v potresu porušile in druge ne in kakšne so razlike med načini gradnje? Ja, te stolpnice so bile projektirane za zelo nizke potresne sile. Načrtovane so bile tako, da prenesejo vodoravno silo, ki pomeni samo 4% lastne teže. Ko so jih gradili, je to ustrezalo predpisom. V tokratni raziskavi potresne odpornosti so stolpnice razdelili v 3 tipe in sicer glede na materiale uporabljene pri njihovi gradnji. 5 stolpnic bi morali porušiti, 10 bi jih lahko utrdili. Stolpnice tipa A imajo zidove iz opek. Zgradili so jih med letoma 1959 in 1961. Lahko bi jih utrdili od zunaj ali zgradili nadomestne stavbe. Stolpnice tipa B so zgradili med letoma 1960 in 1962. Zidovi so iz betonskih votlakov. Pri teh je mogoča le nadomestna novogradnja. Stolpnice tipa C so iz monolitnih betonskih sten brez jeklene armature. Zgradili so jih v letih 1964 in 1965. Pri teh zunanja utrditev ni mogoča. Možni rešitvi sta ali notranja utrditev ali nadomestna novogradnja. Tako zunanje kot notranje utrditve naj bi stale v povprečju 5 milijonov evrov za zgradbo oziroma več kot 110 tisoč evrov za stanovanjsko enoto. Nadomestne novogradnje bi stale v povprečju malo manj kot 8 milijonov evrov za stavbo, kar pomeni slabih 180 tisoč evrov na gospodinjstvo. Od leta 2008 veljajo v Sloveniji enaki predpisi kot drugje v Evropski uniji. Nove zidane stavbe morajo imeti na vogalih protipotresne vezi. To so armirano-betonski vogali, ki preprečujejo, da bi stavbe razpadle. Poleg tega, da je stavba dobro povezana, mora imeti tudi dovolj nosilnih elementov. Pri enostanovanjskih zidanih hišah so to običajno nosilni zidovi zidakov, pri večnadstropnih pa armirano-betonske stene in okviri.